Za nas kristjane je pač ljubezen pa spolnost nekaj, kar pač logično paše skupaj in je toliko prepleten. Narejeni smo zato, ker nas ima nekdo rad, Bog pa si je želel, da obstajamo, če te Bog ne bi hotel, ne bi bila tukaj. Najbolj intimen izkaz ljubezni je pa spolnost. In kaj zdaj, ker nisem že 2 leti seksala, to je ful dober pa. Sem zdaj ful čista. In ona sploh seksala ni in ona je zanosila. Kaj pomeni biti veren? Ker s tem, da ne čakaš do poroke, a si zares pač kristjanko. Kaj jaz vem, jaz nisem pričakovala takega odgovora, pa nisem vedela, da bomo zdaj sem prišli. In kaj je naša tarča v življenju, kaj je naš cilj? Ljubiti kot ljubi Bog. Živijo, mi dve sva Lucija in Sara in ti gledaš, a lahko to ostane med nama. Danes je z nama Lucija. Ja. Tako da danes smo Ja. 2 Lucije. V glavnem, Lucijo smo povabili zaradi tega, ker je Sara obsedena s podcastom Do nebes. In ti si bila tam že večkrat gostja. Jaz sem tu zdaj to poslušala, tako da zdaj zaradi tebe imajo oni več poslušalcev. V glavnem, s tabo bomo govorili o teologiji telesa. Več o tem, kaj je to, boš ti povedala. Drugače pa na kratko govorili bomo o tem, zakaj so seks pred poroko, masturbacija in pornografija greh in obstaja kakšna siva cona. Lucija je stara 24 let, je poročena in ko je bila mlajša, je pri verouku zelo veliko spraševala, pa ni vedno dobila vseh odgovorov, oziroma niso bili vsi odgovori taki, kot bi si jih ona želela, da bi bili, da bi jih razumela. In zato je začela sama raziskovati in zdaj v bistvu tudi ona drugim razlaga te stvari, ki jih končno tudi sama razume. A je tako? Tako je. Hvala, ker si prišla. Hvala za povabilo. Vesela sem, da sem tukaj. No, mi da so pa vesela, da si ti tukaj. Še ne vem, je sploh potreben disclaimer, ampak za vsak slučaj, če te vsebine o spolnosti ne zanimajo ali pa si premlad za njih, ne gledaj tega podcasta. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara. Itak da. Midva za vsakega gosta pripravlja icebreaker vprašanje in za tebe imava tudi enega. In sicer naj jo zanima, če bi bila raje poročena z nekom, ki si nikoli ne želi seksa, ampak te neskončno ljubi, ali pa z nekom, ki je ful dobro v posteli, ampak je emocionalno zaprt. Pač fora teh vprašanj je tako, da ti dajo več malo. Ni to pomemben odgovor, ampak zakaj bi potem to odgovorila. Tako da lahko v bistvu ne rabiš takoj reči odgovora, lahko poveš zakaj. V katero smer. Mislim, prvo je ful bolj mamljivo in tudi logično, ampak hkrati pa sploh ni mogoče, da bi se poročila z nekom, s katerim ne bi imela spolnih odnosov, ker je spolni odnos ključna stvar pred tem, da se poročiš. Pa če nima spolnih odnosov, se ne moreš postati poročen. Kaj pa če imate samo, ko se poročita, a veš, da Ja, požegnaš zdaj to, enkrat imate spolni odnos in pol nikoli več, pa noče več. Mislim, jaz vzamem tistega, ki bi me imel neskončno rad. To je to. Okay. Mislim, da je precej easy odločitev. Ja, drugače. Kaj bi ti izbrala, Sara? Ja, jaz sem zdaj razmišljala o tem, zakaj mi da postavljava ta vprašanja, ne zato, da ti napeljava na neko temo in mi da smo zdaj pričakovali, da boš ti odgovorila, da pa smo pričakovali, da boš odgovorila, da bi izbrala tega, ker te bi neskončno ljubim, ne? In moje naslednje vprašanje je bilo, pač kako pa pol to razliko v seksu premostiš, ne? Zdaj, če ne seksaš, ampak si že povedala, da je tu ključen del. Ja, jaz bi isto izbrala, ker kaj pa, če nima penisa, ker se je rodil brez njega ali nekaj. Pa Se ne more poročiti. Ne more. Možnost, da imaš spolne odnose, je pogoj za to, da se lahko poročiš. Zaradi tega, ker je spolnost toliko pomembna pri zakravencu zakona. Kva? Ja. Ne, zdaj si nas na začetku, mi smo bili na nekaj drugega pripravljene. Se pravi, če nimamo neki, ne moramo se poročiti. Če nimamo penisa. Ja. Okay. Wow. Veš, kaj sem jaz zdaj pomislila? Prva stvar, ki je meni v glavo padla, zaradi tega, ker to, da nimaš, pač sej imaš, nekaj imaš. Pač, če ne tok, imaš tok ali pa tok. Ja, ne, eni se Ampak- pa rodijo brez penisa lahko. To boš pa potem te interseks. Ampak, veš, kaj sem se jaz spomnila? Mislim, ne vem, primer, kje, kdo? Ma kaj jaz vem, jaz nisem pričakovala takega odgovora, pa nisem vedela, da bomo zdaj sem prišli. Mislim, ok, mogoče, jaz res ne vem za to. Pač tako, poznam, ja, imamo te interseks osebe, ki pač imajo drugačne spolne organe, ampak enkrat sem poslušala zgodbo ene punce, ki
se je rodila, pač sploh ni vedela, je imela v bistvu vhod v nožnico čist zaprt. Tako eno minimalno pač pikico imela, glih tok, ampak pač nič ni mogla. Ker je razlagala to zgodbo, zaradi tega, ker ona je zanosila, brez da bi kadarkoli seksala. Zaradi tega, ker sta pa potem delala druge stvari. In je bilo glih tok, pač, ker njemu prišlo pač tam zraven, ne da bi ga dal noter, ampak sam, ker sta se drgnila in je potem sperma prišla noter in je ona zanosila. In pa nisem mogla na operacijo, zaradi tega, ker je bila ona noseča, ker drugače te dajo na operacijo, da ti pač to vse razširijo in to. In pa je mogla ona z dilatorji to pač manualno vse razširjevati, zato da bila ona grozno. In ona sploh seksala ni in ona je zanosila. In pa sem pomislila, a ona se pa sploh ne bi smela poročiti zaradi tega, ker ali bi mogla iti najprej na operacijo. A tukaj je operacija dovoljena. Pač to se pravi, ti greš lahko na operacijo, da ti to odprejo. Kako je s tem? Zaradi tega, ker vem, da je pač ful so omejitve glede tega, koliko ti lahko posegaš v svoje telo, kar se operacije tiče glede tega. Ja, da smo šli ful ene za Ful tajle, smo preskočili neke stvari, zdaj smo neki... Sorry. Mislim, lahko začnemo tukaj, lahko začnemo tudi... Pač, Ja. Kaj pa, če začnemo pri tem, da je spolnost glavni del poroke? Ja. Se pravi, o tem se tudi ločuješ pred poroko pa po poroki? Par, ki si samo skupaj ali pa prijatelja, samo tu je razlika, da ne seksamo? Ne rečem, da je samo to razlika, ampak je pa to ključna razlika. Pojmo od začetka. Še bolj nazaj. Ker če se mi hočemo pogovarjati o spolnosti, moramo najprej pač se pogovarjati tudi o tem, kaj je sploh fora spolnosti, ampak to se tiče tudi, kaj je fora našega telesa, pa ne sam telesa, ampak cele osebe, ki tako sam s telesom nič ne moramo, pa brez telesa tudi nič ne moramo. Mi smo komplet, cela oseba, tudi telo, ampak ne samo telo. Pa se rabimo pogovarjati tudi o tem, pač kaj je sploh fora našega življenja, pač zakaj smo, pač je spolnost tako pomembna, tako, kaj je cela fora. In jaz bi rekla, za eno besedo ljubezen. Basically, narejeni smo zato, ker nas ima nekdo rad, Bog, pa si je želel, da obstajamo, če te Bog ne bi hotel, ne bi bila tukaj, ampak je on tisti, ki te drži v obstoju. In hkrati, da se je naredil za ljubezen, zato da bi imeli radi, da bi bili darilo drug za drugega, da bi prepoznali, dober sem in dober si in te potrdim v tem, da si dober in hočem ti dobro in najviše dobro, kar je lahko zate, je pa Bog. Tako, najprej ti skoraj big picture. Zakaj smo? Zato, da imamo radi, ker da smo Bog rad prvi, da imamo mi pa tudi radi druge. In tudi pač naša izkušnja nam kaže, da pač najbolj srečni smo takrat, ko nas ima nekdo rad, pa ko mi dejansko radi druge. Tako tudi, ne vem, znanost nam o tem govori, ali pa kako naše telo deluje, ali pa ne vem, tako. Spravno res smo zato, da imamo radi. In radi imamo lahko na zelo različne načine, na vsak način pa pač imamo radi s svojim telesom. Brez svojega telesa ne moreš imeti rad. Tudi razmišljati, tudi malo nič ne moreš narediti brez svojega telesa. In najbolj intimen izkaz ljubezni je pa spolnost. Je pa spolni odnos. Ti si pa tako najbolj intimno, najbolj posebno, najbolj ekstra, najbolj preseženo. In fora spolnosti je basically, da imamo radi tako, kot ima Bog rad. Ne, kakor sem si jaz zamislila, ampak tako, kar nam je Bog pokazal. In kako nam je Bog pokazal, da naj imamo radi, pač tako, da se podariš vsega, da se podariš svobodnega, da nič ne zadržiš zase, da si tukaj za skos, tvoj sem za skos. In pa Jezus rekel, da je prišel, da bi imeli mi življenje in ga imeli v obilju. In tudi nas vab, da sodelujemo v tem, da ustvarjamo življenje, da smo pač kreativni, da ustvarjamo novo življenje. In pač prek spolnosti, je to mogoče. Tako. Se pravi, basically cela fora spolnosti je, da imamo radi, kakor ima Bog rad. In to obljubiš na poročni dan, da boš ljubil, ko pridete mož pa žena pred oltarjem, vprašajo, a sta prišla sem svobodna, a sta pripravljena se z vsem srcem podariti, a sta pripravljena biti zvesta, pa sta pripravljena sprejeti otroke. In pa reče ta, da, oziroma po angliško, I do. To obljubiš na poročni dan, da boš ljubil svobodno, popolno, zvesto in rodovitno, najprej poveš to z besedami in pol, pri spolnem odnosu to poveš še z dejanji. Pač rečeš, tukaj sem, pač itak, svoboden si tukaj, podarim se ti vsega, nič ne zadržim zase, mislim tukaj pač ostati, ne samo danes, pa jutri, pa pojutrišnjem, ampak tudi pojutrišnjem in vsak dan in pa pač pripravljen sem sprejeti otroke.
sploh namen spolnosti, tako kot na to gleda Vera. Pa mislim, da si na to odgovorila zdaj. Ampak, če povzamem, če jaz prav razumem, namen je, da se ti pač povezuješ s svojim partnerjem, pa da imaš potem otroke. Ja, se pravi, sex is to make love, but to make babies. A ne, oboje pa še skupaj. In ja, pač pri spolnosti se zakonca povežeta, a ne, na fizični ravni, na čustveni ravni, pač tudi na duhovni ravni, a ne, tako pač imamo to izkušnjo in to je dobro, da nas spolnost povezuje, a ne. Hkrati smo pa pač prek spolnosti se tudi odpremo za pač možnost novega življenja, kar ne pomeni, da vsak spolni odnos se more končati v tem, da nastane nov človek, ampak da pa nič ne naredimo proti temu, da bi se to zgodilo. Ki zajema, recimo, se pravi, ne uporabljamo kondomov, ne uporabljamo kontracepcije, ne uporabljamo pull-out metode, nič od tega ne uporabljamo. Ja, ampak ne gre toliko za to, kje tehnike uporabljamo, pa kje jih ne, ampak kakšna je naša drža. A ne? Ker, recimo, ja, kontracepcija ni kul. Pač ali hormonska ali uporaba kakšne koli bariere, ali pač pull-out metoda, pač zaradi tega, ker načrtno narediš neki kontra temu, za kar je spolni odnos. Kul pa je, da ženska pozna svoje telo, oziroma da moški pozna žensko telo in vemo, pač mi lahko zelo dobro izmerimo, kdaj je ženska plodna, pa kdaj ni, glede na poznavanje njenega cikla. A ne? Lahko vemo glede na telesno temperaturo, glede na izcedek iz nožnice, pač vemo, dobimo real-time informacije za to konkretno osebo, kdaj je plodna, pa kdaj ni. A ne? Pa še preračunaš, da sperma v ženskem telesu preživi lahko v najboljših pogojih 5 dni, pa lahko pač računaš, če bo imela zdaj spolni odnos, je takšna verjetnost, da bo zanosila. Če ga bo imela zdaj, je takšna verjetnost, da bo zanosila. A ne? In lahko uporabljamo svoj razum, pa svojo svobodno voljo, da se odločimo, kdaj bomo imeli spolne odnose, pa kdaj ne. In pač lahko imamo legit razloge za to, da se odločimo, da zdaj ni najbolj ljubeča stvar to, da imamo še otroke. A ne? Tako, ampak nič pa ne smemo narediti proti temu. Hkrati pa lahko tudi to naravno pač znanje, temu se reče naravno načrtovanje družine ali pa metoda zavedanja plodnosti. Ker ti poznaš žensko telo, pa glede na to pač se odločaš, a boš imel spolne odnose, a ne. Lahko ima pa tudi to odzadaj kontracepcijsko miselnost. Da ni tako, pač pravilno je, da je najina drža nasplošno sva odprta za življenje, pripravljena sva sprejeti otroke, trenutno pa zaradi specifičnih okoliščin misliva, da to ni najbolj ljubeča odločitev. To je ena stvar, to je kul. Ker druga stvar je pa nasplošno nočem imeti otrok in ne želim imeti otrok in pač misliva, da so otroci nekaj slabega in se hočeva temu izogibati za vsako ceno, razen če res tako presodva, da bi jih imela. Čutite to razliko? Ena je načeloma ne, razen če ja, ena je pa načeloma ja, razen če ima dober razlog za ne. Pa še tukaj, če imamo dober razlog, pa treba uporabiti ustrezno tehniko. Hkrati ima pa lahko tudi ustrezno tehniko, pa ima slab razlog, pa to še vedno ni ljubeče. Zakaj pa potem je uporaba neke kontracepcije toliko slaba, če ti veš, da bo v tem trenutku, da ti nisi sposoben zaradi bilo katerih razlogov poskrbeti za tega otroka, a ne bi bilo bolj ljubeče v tem primeru, da uporabljaš zaščito, ali potem ne zaradi tega, ker ne vem, spolni odnos ni bil prave namene uporabljen, ali kako je potem s tem, ker meni se zdi, mislim, ne vem, zakaj ne bi smel pač res te kontracepcije, zakaj je to toliko proti temu, a ne bi bilo pač, ker to, kar si ti opisovala, to je ful dobra tehnika, če pač ti res dobro poznaš svoje telo, ampak ti moraš pred tem vsaj nekaj mesecev opazovati sebe, moraš naštudirati vse te tehnike, ali si merati temperaturo, ali s tipanjem, ali sledenjem izcedka, ali vse troje skupaj, ali ne vem, koliko je še drugih načinov. Ti moraš prej najprej tako to ful naštudirati, pa še vseeno lahko se kdaj kaj spremeni, a ne, ker še vseeno potem kakšen stres vpliva na to, kdaj se zgodi ta ovulacija, pa kaj s tem, imaš kakšno bolezen, zdravila, whatever. In potem ti zanosiš in pač veš, da ni glih najboljš. Sem pol verjetno vi verjamete, da je to zaradi tega, ker je Bog tako želel in da tako mora biti. Ja, ne, pač vzdržiš se seksa, ne. Če pač... Mislim, ja, ampak kaj pa, če se zgodi, pa si pač veš, da v tem trenutku mogoče ni glih najboljša stvar to zate?
No, tukaj si v bistvu zelo lepo nakazala na to, pač, če ti že priješ s to miselnostjo, a ne s to kontracepcijsko miselnostjo, da pač nočem imeti otrok in če se nama zgodi, da bo imela otroke, ja, kaj bo pa pol z njim naredila, a ne? Pač pol zelo lepo tlakovana pot v to, da če kontracepcija ne deluje, ponovno pa še plan B, a ne ponovno pa še splav in imaš pač ni tako, da kontracepcija nam ful pomaga, zato da ne bo toliko splavov. Pač to smo mislili, da bo tako, a ne, ker kao imamo prvo pregrado, da ne pride do spočitja in pač imaš še plan B, ampak v resnici pač nam podatki kažejo, da s tem, ko smo pač v zadnjih, ne vem, 50-70 letih, ko se je zvišala uporaba kontracepcije, so se tudi ful zvišale številke splavov, ker se je spremenila cela ta miselnost naša, pač drža do tega, kaj so otroci, a ne, pa tudi kaj fora spolnosti, ker prej pač ni fora kontracepcije to, da ne zanosiš. Pač to smo že prej imeli, reče se temu vzdržnost. A ne, fora kontracepcije je, da ti imaš spolne odnose, nimaš pa te odgovornosti starševstva, ki je potencialno zraven. Ne? Se pravi, da se imaš pač fajn, ali pa se celo povežeš z drugo osebo, nimaš pa te odgovornosti zraven. Ok, in čistko, sorry, zdaj sem te kar prekinila. Ker. Če bi jaz recimo nisem sposobna imeti otrok v življenju, tako res čutim, da bi bila slaba mama, recimo. Ker še sama sebe komaj vzgajam in mi je res težko. Se pravi, ne smem nikoli seksati. Well, za to, da si dobra mama, so potrebne iste veščine, kakor za to, da si dobra žena. Ni res, ne verjamem to. Ker otrok se dere po noči, mož se pa ne. Ampak zato, da pač si dobra mama, pomeni, da greš, ja, ok, potrpežljivost, pa da greš preko sebe, pa da se odrečeš sebi, pa da daš drugega na prvo mesto, pa da imaš ta samonadzor, pa da imaš zaupanje drugi osebi, pa da imaš zaupanje Bogu, pa da imaš dobro razvito komunikacijo. Ne? To so vse veščine, ko so potrebne tudi za to, da si dobra žena. In ja, tudi zato, da pač imaš spolne odnose, ki so dejansko ljubeči, ki niso sam, jaz sem sebična in želim, da mi je fajn. To sem zdaj tako zelo eksplicitno rekla. Ne, ja, super si povedala, razumem. Pa se Sara ne bi smela poročiti. Pa se jaz ne bi smela poročiti. Ja, tu je vse zelo zapleteno, ne? Če hočemo tako, da bi tu strnili, ne? Pa da bi vse po pravilih delali, jaz sploh ne vem, kako bi tu mi uspelo. Jaz ne bi nikoli smela pol seksati. Mislim, če govori... Ja. Ne, vidiš, ampak tebi recimo, ali pa kukar v idealnem svetu, vašem, kateremkoli, je seks posledica, ne, tega, da se povezuješ. Ne? Tako sem zdaj, ne, tega, da si povezan. Posledica tega, da si povezan, je seks. Kasneje pride. Ne? Mi smo pa vsi tako, seks, če pa ne bomo mogli seksati, bo pa vse narobe. Mislim, ja, za nas kristjane je pač ljubezen pa spolnost nekaj, kar pač logično paše skupaj in je toliko prepleten, da ne moreš tega ločiti, ne moreš imeti sam spolnih odnosov brez ljubezni, ker kaj se pa zgodi, ni fora spolnosti več to, da sem jaz darilo za drugo osebo, da se ti želim pa polnoma podariti, pa da želim potrditi tebe v tem, koliko si dober, v tem, koliko si lep, ampak postane to, pač jaz želim izkoristiti, zato da se imam fajn, lahko se imamo tudi skupaj fajn, pa nam imajo obema fajn, pa drugega izkoristiti zato, da nam imajo fajn, ni pa tega, želim si ti pač podariti, želim ti dober. In pa človek ne postane več oseba, ki jo imaš rad, ampak postane predmet, ki ga izkoristiš. In to pač iz naše izkušnje vemo, da nam to ni kul, da se drugi do nas tako obnašajo. Ker smo zarejeni za ful več, ne da nas drugi uporabijo, ampak da nas imajo res radi. Jaz sem pol tukaj eno vprašanje, ker je ena napisala, pač zdaj bi iz tega izhajala. Jaz sem, to se pravi, potem, mi smo dali na Instagramu, da ljudje kakšno vprašanje dajo za tebe in je ena napisala, jaz sem verna in vse, ampak tega dela ne podpiram, da se čaka do poroke. Jaz sem naredila tako, da sem počakala na pravega, ki bo moj mož in sem s spolnimi odnosi počakala do 26. leta. Kaj potem narobe s tem, da se moraš nujno poročiti? Zakaj ne moreš, recimo, ljubiti nekoga in potem se njemu prepustiti in imeti spolnih odnosov? Zakaj mora biti nujno zdaj ta poroka še prej? Najprej se ostala pri tem, kar je rekla, da jaz sem verna in vse.
kaj to pomeni biti veren, oziroma pač koga pa verjameš, v kakšnega Boga, a ne, pač ljudje smo svobodni, da lahko verjamemo karkoli, a ne, vprašanje je pa zdaj, kaj je res, kako vemo, kaj je res, pač ja, lahko malo sami pogruntamo, a ne, pa pridemo tako z razumom do tega, kdo je Bog, ali pa kaj je prav, pa kaj ni, pač da to odkrijemo, ne da to določimo, hkrati imamo pa pač Boga, ki nam hoče priti blizu in ki hoče, da bi ga spoznali, ki hoče, da bi ga razumeli in je skozi zgodovino pač se razodeval ljudem, ki so ene stvari zapisali, v eni posebni knjigi, ki rečemo Svetopismo zdaj, ampak na eni zgodovini, v enem trenutku v zgodovini, na eni točki v času je pa ta abstrakten Bog postal ful konkreten in je dejansko postal človek in pač Jezus Kristus je zgodovinska osebnost, pač o tem ni debate, debata je samo o tem, a je res pač to, kar je govoril o sebi, pa delal ali ni. In če je to, kar je govoril o sebi, pa kar je delal, res, pol je Jezus Bog. In zakaj se pa on človečil, da bi nam pokazal, da bi nam pokazal, da nas ima rad, da bi nam pokazal, kaj to pomeni dobro živeti, da bi nam bil vzor, da bi nam pomagal tudi prek tega, da smo sebični, prek tega, da grešimo, temu rečemo, a ne, prek tega, da pač ranimo drugega, da bi nam dal moč, da dobro živimo in da bi nas povabil v ta ful intimen odnos z njim. Pač, da bi mi sprejemali od njega ljubezen, pa bi mu jo dajala. Ne. In pač to je Bog, ki se nam je pokazal, v takšnega Boga kristjani verjamemo. V Boga, ki nas ima rad, pa ki nam hoče dobro, pa ki nam ima dober načrt za naše življenje. In ko jaz to spoznam, pa z veseljem živim tako, kakor se je on zamislil. Če pa jaz verjamem v Boga, ki mi hoče slabo, ki me hoče zatirati, ki me nima rad, ki hoče, da sem nesrečna, pol si moram pa sama pomagati, pol pa moram sama tako delati, kakor si jaz zamislim, tako, kakor si on zamislil. Če imam pa jaz pač zaupanje v to, da je Bog, pa da je dober, pa da bo poskrbel zase, pa vidim, kako me ima dejansko rad, pol mu jaz želim to ljubezen vračati. In kaj je Jezus rekel? Pokazali mi boste, da imate radi s tem, da se boste držali mojih zapovedi. In pač kristjani živimo tako, kot Bog želi, zaradi tega, ker imamo radi Boga in ker zaupamo, da je to najboljš za nas. In zdaj lahko pa reče nekdo, da je kristjan pa vse to, ampak dejansko ne zaupa v to, da je Bog dober, pa da nas mrd, ampak da pač mislim, da si mora sam pač zrihtati vse. Ampak pol, a si res pač kristjan? A res verjameš takšnega Boga, kakor se ti je Bog pokazal? Ali pa si sam izmislil enega Boga? In sam svoje pravila? Ja, vse to so te polune. Jaz nikoli nisem razumela, kako se mi je vedno zdelo, da si kristjani okrog mene sami izberejo, kaj iz te knjige bojo zdaj verjeli. In zato jaz nisem razumela potem, kater zdaj ta del naj moram jaz verjeti, pa katerega si lahko pustim, da ne verjamem in ne vem kaj. Ne? Meni se je vedno zdelo, da pač če verjameš, verjam zdaj tu, pa deli tako, ko piše, ali pa nehi se delati, da verjameš. Ja. Pač, Ok, pa ko si rekla, da je pač tu dober božji načrt in vse, in jaz tu lahko predpostavim, da verjamem, ampak ko pomislim na to, kakšen je pol ta božji načrt zame, recimo specifično osebno, mi pa gre na jok, zaradi tega, ker če nisem sposobna imeti otrok, pa če nočem imeti otrok, se pravi, ne smem imeti niti otrok, niti partnerja, s katerim ne smem niti seksati, se pravi, sem sama in se povezujem v nekih skupnostih in probam najti svoj pomen življenja bolj v Bogu, kot nečem drugega. Mislim, itak stran od Boga ne moreš zares najti smisla življenja. Ne? Hkrati pa pač tudi prek odnosov z ljudmi pač nekako okušaš to, pač, ker te imajo drugi radi, nekako vidiš, Bog me ima tudi rad, in ko imaš ti rad druge, si tudi pač del te božje ljubezni, ne ljubiš tako, kot ljubi Bog. Zdaj pa še to je ful dobra novica, pač za vse ljudi, je, da nismo sami in da ne rabimo sami, ne samo pogruntati lajfa, ampak da ne rabimo sami hastlati, pa ne rabimo se sami matrati, ampak pač jaz vem iz svoje izkušnje, pa verjetno tudi vidve, pač jaz sem sebična, jaz sem nesposobna, jaz ne znam imeti rada, poznam pa nekoga, ki ima pač rad in ki zna imeti rad in ki ima toliko ljubezni, da ga kar presega in je pripravljen deliti z mano. Jaz se sam lahko preklopam na njega in pa mi pomaga imeti rad. Jaz sama ne morem, jaz to vsak dan vidim, pa pač, ko si poročen, to je še bolj očitno, pač jaz nisem sposobna imeti rada. Pa se trudim, pa želim,
ampak je Bog tisti, ki mi daje lahko edini moč za to, da lahko vsaj približno ljubim, kot si je on zamislil. Ampak to je drugače, če pač jaz zaupam, da to, kar Bog uči, je res, pa se trudim živeti tako, ali pa če rečem, pač ne samo, da tukaj imam vprašanje, ampak tega pač nočem verjeti in pa ne bom se trudil za to, da bi živel, kot ti želiš. Pač ena je stvar, ali hočemo, pa nam vsakeč znova ne rata, pa vedno znova probamo, ali pa pač smo tako, tukaj pa pač ne bom se držal tvojega načrta, Bog bom pa jaz po svoje delu. Ne. Kaj se pa zgodi z nekom, ki je recimo kristjan, kot ona, pa dela narobe, pa ona niti ne ve, da dela narobe, oziroma pač v njeni glavi je vse prav, pač, in kaj bo potem z njo? Zaradi tega, ker recimo ona bo potem celo življenje verjela, da je delala prav, da je sledila Bogu, pač v njeni glavi je to vse, pač ona verjetno je isto prepričana v svoje prav, kot si ti v svoje prav, a ne? In kaj mislim, kako potem zdaj, kako na koncu pa sploh veš, ker ja, kaj bo z njo? Kaj bo zdaj z njo? Ošla zdaj v peklo? Tega ne vem. Cerkev nima seznama ljudi, ti ljudje so pa v peklu. Pač za nobenega ne moramo tega reči. In pač to ni tudi naša stvar, da bi to rekla. Tako. Hkrati pa pač moramo izpostaviti, da nas Jezus skozi vabi v to, da bi sodelovali z njim, da bi sprejeli njegovo ljubezen, da bi pač mu zaupali. Hkrati nam pa daje svobodo, da se lahko odločimo tudi kontra. Ker če ne bi bili svobodni, da se odločimo za njega, ne bi imeli tudi svobode, da se odločimo proti. Kakor pač nam je tudi pri spolnosti jasno, da če ne moreš dati tega konsenta, pol to ni oblika spolnosti, ampak je oblika nasilja. Isto pač na splošno v življenju. Mi rabimo biti svobodni, zato da imamo lahko radi. Svoboda je predpogoj za ljubezen. Mi se lahko sami pač odločamo, kako bomo delovali, se lahko sami odločamo med dobrim in slabim. Ni pa naša naloga, da določimo, kaj je dobro pa slabo. Pa Bog nas skozi vabi v ta odnos z njim, mi pa lahko rečemo, Bog, jaz te ne rabim, bom sam, in pač se odrežemo od tega odnosa z Bogom, se obrnemo stran, ne presekamo. In to je pač naša odločitev, hkrati pa dokler ne umremo, pač do zadnjega diha se lahko obrnemo nazaj. In se bomo rabili verjetno vedno znova obrniti nazaj k Bogu in reči, tukaj sem, pač naredi z mano, kar želiš. Mej me rad, pa pomagaj mi imeti rad. Ok. To se pravi... Moje vprašanje. Ja? Moje vprašanje tle bi bilo, do kje pa lahko gremo, koliko daleč pa lahko gremo, vem, to si velikrat že na Instagramu svojemu, pa tudi na drugih podcastih, ampak tako, v praksi. Se pravi, jaz nisem še poročila, zdaj se lahko lupčkam, se lahko dotikam, lahko uporabljam igračke, lahko analno seksam, ker to nikjer ne piše v Bibliji. To je bilo tudi moje vprašanje. Pač to je bilo v bistvu moja vstopna točka v to, kar sem pa odkrila, kaj vse cerkev pač učijo ljubezni pa spolnosti, kot si je zamislil Bog. In tako, tista ključna stvar je, da vidimo sebe pa drugo osebo kot darilo. In darilo sprejmemo in darilo podarimo, darila pa nikoli ne vzamemo. Se pravi, drugo osebo imamo radi, sprejmemo od njih ljubezen, nikoli pa ne smemo izkoristiti, ker rabimo videti pač celo osebo in njeno dobroto, ne pa sam pač delčke telesa za svoj užitek. Ker pač lahko to probamo, ampak to nas ne bo zares osreča, mogoče za kratek čas. Tako, in da tudi cel ta mindset pri vprašanju, koliko daleč je predaleč, kam pa hočeš priti, tako, a hočeš, kaj je tvoj cilj? Če je tvoj cilj pač imeti rad, potrditi drugo osebo v tem dobrem, kar je, pač gledamo, kar je dobro za njo, kaj je zares izraz ljubezni, pa kaj je pol sebičnost. In pač tukaj so ene stvari, ki so prav pa narobe, tako zelo objektivne, ampak veliko bolj tista razburljiva bitka se pa dogaja v nas samih. Ker pač jaz lahko delam pač isto, recimo en par, ki ni poročen, lahko se, ne vem, lupčka s namenom, da bi pokazal, pač dober si, želim ti pokazati, pač, da te imam rad, lahko se pa lupčkata zato, pač sam zaradi tega, ker sta oba ful horni in želite izkoristiti drugega, uporabiti in iti. Tako, je tudi tukaj razlika. Isto pri
pač spolnosti v zakonu. A ne. Jaz lahko uporabljam spolnost zato, da manipuliram s svojim možem, a ne, lahko tako zelo različne sebične načine za spolnost uporabljam, čeprav so poročena. A ne. In pač to ni kul, ker edini primeren odgovor na drugo osebo je ljubezen. Ljubezen pa ni tako subjektivna, da se vsak odloči, kaj je prav pa kaj narobe, ampak pač je standard za ljubezen, da ljubimo tako, kot ljubi Bog. Pač in on reče, to je moje telo, ki se daje zate. Ja, ampak čisto vsak dan. Veš, kaj je ta konstantnost, ne? Tako idealistično tako zveni, tako res popolno zveni, ne? Super popolno in vse zveni, ampak vsak dan, se pravi, če pride mož zjutraj do tebe in preden gre v službo in on je sem res ful potreben in bi rad v kuhinji, ko piješ kavo, kviki, ne smeš, zato ker te bo izkoristil. Mislim, se si rekla, zaradi tega, ker je on ful potreben. Ja, ampak veš, pa se je zabavno, ti si pa njegova žena, pač pa imate še dodatnih 5 minut. Mislim, s tem, da je nekaj zabavno, ni nič narobe. Ampak pač zabava pa užitek je logična posledica tega, da se imata dva rada in pač, da imata ljubeč spolni odnos. Ne sme biti pa to glaven cilj, ker če imaš ti spolni odnos pač izključno, zato da se boš zabaval, pa da se boš imel fajn, pač pol zelo hitro spregledaš drugo osebo. Mislim, da imamo mi velikrat odnose, da seksamo velikrat, zato da se imamo fajn. Pač sej imamo poleg tega tudi radi to osebo, s katero seksamo, ampak je pa velikrat tako fajn, ka paše, ne? Pač meni zdaj paše seksati. Ne razmišljam jaz zvečer velikrat, jaz imam tebe tako rada, da se zdaj ne bom, da zdaj bo tu največji izkaz ljubezni, da bom jaz seksala s tabo, ne? Tu ne razmišljam velikrat. Ampak smo že glih pri tem, pač, da se imaš fajn in to. Veš, kaj me tle zanima? To se pravi, tudi ena je to napisala, v smislu, da je pač bila verno vzgajana in da ima še zdaj v odrasli dobi kdaj borbe sama s sabo, ker je bilo skozi spolnost, je greh spolnost, je slaba samo, ko pač si poročen lahko spolnost, masturbacija, ni šans, da bi se sam sebe dotikal, to je greh, vse to in sem že velikrat poslušala zgodbe ljudi, ki so bili v tem duhu vzgajani in potem, ko lahko končno seksajo oziroma imajo spolne odnose s partnerjem, se poročijo, si mislijo, kaj bo zdaj dobro, to bo zdaj nekaj najboljšega, mi da se bova povezala, to bova v neko drugo dimenzijo šla, to bo nekaj najboljšega na svetu in potem to doživijo in je razočaranje. In je kar neki. In sploh, če imaš dva, ki sta oba verna in imate nobenih izkušenj, za ti pa bo v večini primerov v redu, on ga bo dal 2-krat noter, mu bo pršel, bo cool, bo zadovoljen, ona bo bila pa sam tako, kva? In pač kako zdaj poskrbeti, prvo kot prvo, da se to ne zgodi, drugo kot drugo, da če se to že zgodi, kako naučiti zdaj ljudi, kaj je užitek, kako uživati in je to sploh pomembno, koliko je to pomembno, sploh za žensko. Začnimo pri tem, zakaj do tega sploh pride, pač verjetno poznaš kakšne take primere. Ja, pač in meni je žal, pač ful bedna situacija in tako kot cerkev smo ful zafejlali v tem, da nismo dobro varovali, pa tudi oznanjali te dobre novice o spolnosti in zakonu. Pač, da ne samo, da zunaj cerkve ljudje ne vejo zares, pač, kaj je fora spolnosti pa ljubezni, ampak tudi znotraj cerkve, pač nimamo pojma. Jaz sem dejansko, pač, sem mislila, da ful vem, pa dejansko sem bila pač ful tako, želela sem dobro živeti svojo vero, a ne želela sem iti rada, nisem imela odgovorov, pač jih nikjer nisem dobila. Tako, in šele v zadnjih nekaj desetletjih s tem papežem Janezom Pavlom II, pač tudi zaradi družbenih okoliščin, ker smo imeli toliko enih vprašanj, pa ker je bilo toliko ene zmede, smo dobili ful jasna in pač razumljiva in tako konkretne, globoke odgovore na ta naša hrepenenja, pa na to našo zmedo, pa na naše vprašanje. Kaj zdaj pač je fora sploh spolnosti, kako si Bog zamislil naša telesa tako. Ampak še vedno je to, pač temu rečemo teologija telesa.
In še vedno je to tako, takšen skriti zaklad v cerkvi. Ni prišlo še med ljudi, ampak je samo vprašanje, kdaj bo, ker pač to, kar zdaj imamo, nam ni dovolj. In smo razočarani, in smo ranjeni, in pač nas ne zadosti, in ne rabimo pač nekaj več, nekaj boljšega. In pač to cerkev ima, samo moramo se še naučiti zelo dobro to predati ljudem. Ker ljudje pač smo žejni tako. Odgovorov, oranko odgovorov, na tisto naša najglobja hrepenenja. Tako, ampak pač smo v tako bližnji preteklosti veliko premalo naredili na tem, da bi pač dobro novico spravili do ljudi, kar pa pač se pa kaže v tem, da pač ljudje mislijo, da je spolnost slaba, ali pa da so spolni odnosi sami po sebi greh, ali pa da je naše telo nekaj ogabnega. Ampak ne, glih kontra. Spolnost je ful lepa in ful dobra in ne samo to, ampak je sveta. Glih v tem, ko imamo spolne odnose, smo pač najbolj podobni Bogu, če so to pač ljubeči spolni odnosi. Naše telo ne samo, da ni slabo, ampak je pač bistven del tega, kar smo. Tako čist rabimo spremeniti to miselnost, ker pač nam je bila tako ponujena, neki ponaredki, ne pa za res. Ampak recimo čisto konkretno, ker to je v teoriji ful dober, pač se imata dva rada in to je dovolj za to, da bo pač, da boste lahko imela zadovoljujočo spolnost. Ampak tako v resnici pač obstajajo določene stvari, ki se jih moraš naučiti. Ker pač noben se ne rodi s tem, da kar ve, kako biti dober v spolnosti pač tako do svojega partnerja, kako se ga dotakniti, da bo tudi njemu fajn, kaj narediti. Pač to so vse stvari, ki se jih naučimo. In to so stvari, ker nam jih, ne samo veri, ker nam jih noben ne pove, ker se jih moraš pač, do njih se moraš sam dokopati. In me zanima, ker že tako nasplošno je v družbi to tak tabu, ampak v takih, v katoliški skupnosti, I guess, je pa še toliko bolj. In me zanima, kako poskrbite pač za ljudi, ki se enkrat poročijo, a imate kakšne delavnice za njih, da se lahko naučijo, da zvejo kakšne stvari, da lahko dobijo odgovore na vprašanja, a morajo sami, ali pač si sploh upajo sami pogledati, kaj jim je verjetno rečeno, bog ne dej, pač itak, pornografija najslab, pač pornografija je slaba, ampak pač to povejo in pa se ne upaš niti nič drugega pogledati, ker si misliš, vse, kar je povezano s tem, kar so opisi spolnosti, že to je slabo. Da preberem, recimo, kako zadovoljiti partnerja, to je že greh lahko, Kako oni sploh pridejo do informacij? Kako si recimo ti prišla? Najprej bi pa hvala eno stvar, ker se mi zdi, da si ful dobro pač tako dvakrat rekla, kako naj se to dotaknem, pač da bo te fajn, oziroma kako naj zadovoljim partnerja, da je tukaj že ta drža, pač gledam tudi na te, predvsem gledam na te. In tako, ful dobro. Tako in pač se mi zdi, da je spet ta kultura pa ta drža ful bolj pomembna, kakor pa sama tehnika. Če imamo mi na splošno v življenju držo, drugega postavim pred sebe. Želim tebi dobro najprej. Tako, da pol se bo to zelo lahko pretvorilo tudi v spolnost. Če pa jaz v življenju se pač treniram v tem, kako bom meni fajn, pa kako bom jaz sam zase poskrbel, pol ti bo pa tudi v spolnosti težko biti tam za drugo osebo. In tudi pač boš pol lahko zelo hiter sfrustriran, če se bo drug do tebe obnašal, tako da pač te bo ignoriral ali pa uporabil. Tako, da to, kar pač sicer živimo v življenju, se pol prelijo v spolnost. In če se že prej treniramo v tem, da imamo radi, pač nam bo tudi v spolnosti to veliko lažje. Kakor si omenila, pač tudi naša družba nam ne pomaga veliko pri tem, da se naučimo, kako zares pač zgleda zdrava pa ljubeča spolnost, ker pač, kakor si rekla, pornografija, ki je toliko prisotna, pač nas ful veliko nauči. Ampak vprašanje je, ampak kaj nas pa nauči? Tako, fulenga nasilja, pa nespoštovanja, pa pač nerealnih podob. Tako, in če s tem prideš, pač s to prtljago v zakon, pač s tem prideš v spolnost, pač stari moj, to bo ful dela. Ker že tako, pač je spolnost tako intimna, pa pač v zakonu
drugega pač drgneš, pa oblikuješ v smislu, da pač tisto, kar pri meni je vse sebično, pa kjer so rane, pa kjer tako, jih bo drug pokazal in mi bo pomagal, pač bo to prišlo na dan. In se bo videl, pač mi bo pomagal še živeti bolj, ampak hkrati pač bo to težko, pa bo beden. Pač kjer bo še bolj očitno, koliko sem sebična. To, hkrati pa še ena stvar, ki bi jo želela izpostaviti, je, da pač predstavljaj si, da imaš ti spolne odnose z nekom, ki vam je bistvo, da se imata fajn in ki želita čim bolj pač nastopati drug pred drugim in čim bolj se pokazati, kaj vse zmoreš. Pol po drugi strani pa predstavljaj si odnos z nekom, ki pa veš, da bo tukaj s tabo za cel življenje, da te sprejema takšen, kakor si, da se ti pripravljam popolnoma podariti. No, oba dva v resnici nimata pač preizkušenj za ful drugimi ljudmi, da pač prej imata dejansko pač nimata te onesnaženih predstav o spolnosti z vsem pač tem nerealnimi predstavami in nasiljem, ampak je tukaj in pa ostal tukaj, sprejema takšen, kakor si in pač imata še cel življenje skupaj, da se učita pač kaj je drugmu dobro, kaj je drugmu fajn, kako pač z drugim dobro funkcionirata skupaj. Je pač to čist drug svet. Sam po drugi strani, če ti sploh ne veš, kaj vse, ne rečem zdaj, da moraš ti zdaj imeti spolne odnose z ne vem koliko ljudmi, pač niti sploh, lahko imaš samo s svojim možem, pač cel življenje. Ampak če ti sploh ne veš, kaj vse obstaja, pač ti ne veš, pač da bi bilo lahko sploh ful dobro ali pa ful boljš, ker se mi ne vem, recimo, to so zdaj spet ti bolj ekstremi, ampak tako na TikToku dostikrat poslušam kakšne zgodbe, ko so bili mormoni, so pač odraščali v tem res striktno spolnost, čakaš do poroke in pol so se poročili tako ful zgodaj, mladi in pol so ženske šle ven iz te mormonske skupnosti in so rekle, pač jaz sploh nisem vedela, da je lahko dober, jaz sploh nisem vedela, pač jaz sem to delala zato, ker sem mogla, ker pač to je del tega, da sem bila poročena, on je tako užival, jaz sem pa pač bila tam zaradi tega, ker pač bo to treba opraviti. In je pač to za njih vedno nek opravek, nekaj, kar morajo narediti. In one ne vejo pač, da je lahko dober. Tudi recimo to, se pogovarjaš s partnerjem, pa mu poveš, kaj ti paše, ampak če ti nikoli nisi sam sebe se dotaknil, se ne veš, kaj ti paše. Pač jaz sem masturbirala, pa nisem znala partnerju povedati, kaj mi paše. Jaz nisem znala povedati, pa me je vprašal, pa je želel. Pa sem bila, jaz sem tako, ne vem, pač. Ne znam ti razložiti. In kako potem lahko, se mi zdi, da je pol to še toliko težji, sploh če imaš še to, ta negativen odnos do masturbacije, oziroma ne negativen, prepovedan, pač masturbacija je greh, In dotikati sam sebe se je greh. In kako boš pol ti, ne boš nikoli se dotaknil, ne boš nikoli vedel, kaj ti paše, kaj sploh ti sploh, se mi zdi, da tukaj je pol problem, ker toliko enih stvari ostane kar zaklenjenih, sploh jih ne odkriješ in pa mogoče lahko celo življenje živiš brez, da to odkriješ in ti je čist dober, ampak a ni škoda, da ne? Jaz bi sem nekaj dodala, tako se mi zdi, da ti ful izhajaš zdajle iz tako res bližnje zgodovine, ker mi imamo šele zdaj par desetletij, ne vem, 20 let možnost, da imamo mi tukaj informacij, do katerih lahko dostopamo na internetu. Tudi pornografija, pa tu vse mi šele zdaj lahko. Jaz mislim, da so vse te informacije vedno plus, ker če si predstavljamo tako idealistični svet, bi punčko recimo ti vzgajal v duhu tega, da je spolnost nekaj lepega, da se je veselimo, da sicer pač na njo čakamo na pravo osebo, izkazujemo z njo ljubezen, ampak bi ta deklica v bistvu potem v zakon vstopila radovedna, v pričakovanju, s samimi takimi v bistvu lepimi občutki, ki bi čisto razvili lahko pač lepo spolnost, ne raba ona vedeti, kaj tam vsi delajo v Budimpešti, po ne vem kjerih študijih, ne? Ampak bi z lepimi občutki prišla in bi se lahko vse sama naučila. Isto kot če jaz zdaj nesem otroku v Afriko, pa mu dam liziko. Kaj sem s tem naredila? Razumeš? Pač on bi isto, če ne bi poznal te lizike cel life. Ja, se strinjam, ampak še vsem se mi zdi, pač, da tudi včasih, tudi dan danes, se jaz ne rečem, da moraš ti to že prej otroku. Pač to ne rabiš ti videti, preden se poročiš. Se jaz pravim, lahko potem, ko se poročiš, če obstajajo kakšne skupnosti, da bi se ženske družile, da bi se pogovarjale o tem odprto. Pač, da ne bi, a veš, ne da je ta spolnost, pa da so te informacije tabu, ker pač meni se glih to zdi dobro. Ne zdi se mi dobro, da imamo preveč informacij, pa moraš potem zdaj brskati, kje so prave, ampak
pač hvala Bogu, da so bili pač ljudje pred nami, ki so določene stvari odkrili in jih ne rabimo zdaj pač sami odkriti. Nam lahko nekdo pove, pa pove kakšno bližnjico, pa pove, veš kaj, klitoris je ful pomemben za ženski užitek, če pač ga ignoriraš, ti ne bo tako dober, verjetno, zaradi tega, ker je narejen točno samo zato, da ti prinese užitek. Ne ga ignorirati, če ti noben tega ne pove, če ti nisi se nikoli smel tam dotakniti, kako boš to vedel? A veš, te stvari ne rečem, da moraš ti zdaj, sej mogoče niti ni nujno, da pač more nujno biti ta masturbacija, samo da ni to tako, če se boš pa sam sebe dotikal, bo pa grozen. Zato, ker otroci to začnejo delati normalno, intuitivno, ker so mehni, ker ni to spolno povezano, ampak samo z odkrivanjem telesa. In to so to, da odkriješ pač, naprimer, punčke, ki se drgnejo ob kakšne blazine, pa to. To ni zato, ker one hoče zdaj seksati ali pa so full horni. Ne, one so samo odkrile en del telesa, ki jim prinese užitek, ki je stimuliran. In pač to mi, naši odrasli možgani, to takoj dojamejo kot seksualno, ampak pač ni, za njih ni to seksualno. Ampak mi potem to obrnemo in jim damo glavo, ne tega dela, to je pa slabo, tukaj se pa ne dotikamo, to je pa fuj. In pol, ko se te partner tam dotakne, zmrzneš in tako ne, o moj bog, in pol moraš predelati vse te travme in pač Se pravi, zdaj smo pri masturbaciji. Kaj sploh je za vas masturbacija? Ok, bom odgovorila. Najprej želim še pohvaliti to, kar si ti rekla, ker je tako, ja, to je to. In pa to, kar si tudi ti rekla, pač, a ni dobro, da pač ne rabimo vsega sami pogruntati, pa da so pred nami ljudi, ki so veliko bolj pametni, ki imajo več izkušenj, kot mi. Ja. In to za nas, kristjane, je cerkev. In ko imamo ful enega znanja, pa ful enih izkušenj, pa ne samo tako konkretna dejanja, ampak predvsem pač ta drža, tako s kakšnim attitudom, pač pay to life, s kakšnim attitudom pay to zakon, pay to spolnost. In hkrati, pa ne vem, če veste, ampak papež Janez Pavel II, prej on postal papež, je napisal eno knjigo, ki se ji reče Ljubezen in odgovornost. In pač govori predvsem o pač spolnosti, ampak iz tega vidika, da pač ljubezen pa odgovornost pašata skupaj, da če nimaš odgovornosti za drugo osebo, neka občutka pač odgovornosti za drugo osebo, pol verjetno to ni zares ljubezen. V glavnem, čisto v zadnjem delu govori tudi zelo konkretno o spolnosti med možem pa ženo in da en zelo konkreten nasvet, in sicer, da možje naj iz altruističnih razlogov, se pravi ne zaradi sebičnosti, ampak zaradi dobrega žene, poskrbijo za to, da med spolnim odnosom pač mož pa žena čim bolj istočasno, sinhrono doživita orgazem. To je papež pisal, upoštevajoč razlike v človeški naravi, v pač fizičnem funkcioniranju človeškega telesa, in razlik med moškimi in ženskami, dajmo to upoštevati, da imamo čim bolj pač radi drugega. To je papež pisal, pač tako, wow. Pač tako res priporočam, če bi pač kira brala Ljubezen in odgovornost. Pač ful dobro, ful se naučiš o tem, pač tako, kaj pomeni dobra spolnost. Pa vejo, drugače, mislim, tako mladi, da te stvari obstajajo. Mislim, ti zdaj o tem veliko govoriš, ampak tako, to, a imajo dostop do tega, a berejo te stvari, se izobražujejo? Hvala Bogu za internet. Jaz ful nisem imela teh odgovorov, ampak se mi zdi, da zdaj vse bolj je, pa da smo tu vse bolj pripravljeni slišati, ampak še vse niti približno ne to, kar bi rabili in to, kar bi bilo potrebno. Je pa pač tako, jaz zdaj probam nekaj v Slovenijo prines, pa so tudi drugi ljudje, ki se s tem ukvarjajo, ampak še posebej v Ameriki veliko to razvijajo, še posebej pač, da približam se mladim, kaj cerkev uči o spolnosti in zakonu, ampak tudi pač nasplošno. Ena ful dobra organizacija je Theology of the Body Institute, ki tudi delajo pač zelo različne videe, bolj tako tisto abstraktno mindset, ampak tudi konkretni odgovori na konkretna vprašanja. V Sloveniji imamo tudi kakšno knjigo prevedeno od Christopherja Westa. Ena, ki jo priporočam, je Dobra novica o spolnosti in zakonu, ki so pač noter zelo konkretna vprašanja, tudi taka, o katerih se danes pogovarjamo, pa si lahko pač prebereš, pa pogledaš, pač tako, kaj pa to, da tako ne rabiš ostati lačen, ne rabiš ostati pač brez odgovorov, ker obstajajo odgovori na tvoje vprašanje. Okay.
Lahko tu o masturbaciji sam postavim še Ja, eno vprašanje. seveda. Ja. Ker recimo, če si jaz predstavljam, da je moje telo sveto in ga imam rada in vse, in včasih se mi paše, da se dotikam po tem členku in si tako drgnem, recimo tlele zdaj, tudi ko govorim pa tako, ne? Ja. No, kaj pa razlika pri mojih spolnih organih? Zakaj se jaz, če se božam, pol moram tle preskočiti, grem po nogah, pol navzdol in pol preskočim? In kaj bi rekla? Ja, ne vem zdaj, kaj je definicija masturbacije. Tu, da izkoristim, pač vem, da izkoristim svoje telo in da se nimam rada. Ampak, Mislim, to lahko rečeš tudi na druge načine, ker ni masturbacija. ja, ampak kaj pa to pomeni zdaj, da mi pride masturbacija? Ali se lahko recimo ženska punca dotika, da vidi, kje ima dele telesa? Ja, no, veš, kaj mislim? Lahko Ja, postavi ogledalo, pa pač pogleda, pa razišče se dotakne. Torej. mislim, saj slovenska beseda samo zadovoljevanje že kar nekaj pove, Aha, ampak pač gre za namerno dotikanje spolnih pač delov telesa, ne, z namenom doseganja spolnega užitka izven konteksta spolnega odnosa. Ok, se pravi, če se hočem raziskati, pač moram sem merkati, da mi ne pride. Tu zdaj smo v teh teoretičnih, ampak sem rabim odgovor zdaj na to vprašanje. Lahko bi se ženska raziskovala in bi vedela v bistvu, kaj paše in tako, načeloma. Je odvisen s kakšnim namenom, a ne? Z namenom, da bi pol lahko možu povedala, kaj paše. Ja, ampak da bi do tega prišla, bi rabila ona pač doživeti to, da ji paše, kar je samo zadovoljeno. A ne, recimo, če si pa jaz v svojo nožnico vtaknem menstrualno skodelico, pa to nima nič v zvezi s tem pač dotikanja samega sebe z namenom pač užitka spolnega, a ne? Ja, truja. Ta epizoda je nastala v sodelovanju z Moonlom. Če ti gredo na živce tamponi, pa vložki, ampak bi še vedno rada med menstruacijo se počutila maksimalno udobno in varno, pa moraš probati Moonlom. To je menstrualni disk, ki je narejen iz medicinskega silikona in ga imaš lahko ustavljenega 12 ur, kar pomeni, da z njim lahko delaš čist absolutno vse. Tečeš, plavaš in tudi seksaš. In zaradi tega je tu za naju popolna, trajnostna, varna in učinkovita izbira za menstruacijo. Ko ga enkrat kupiš, imaš mir za par let. Tako da skoči na moon-lum.com in uporabi kodo med nama 10, da dobiš še malo popusta. Tlele imamo še nekaj vprašanj ljudi iz Instagrama. Samo da jaz se dokopljam do njih. V glavnem. Jaz sem ugotovila, danes, nasplošno ugotavljam, kako je ta velik razkorak. Res, jaz sem ful hvaležna za vas vse mlade, ki ste v zadnjem času stopili v ospredje, pa ste malo začeli govoriti o tem, da ni vera strašna, pa da ni grozno, pa da ni vse, kar v življenju počnemo, greh in bomo zdaj šli v peko in se nam bo cerkev na glavo podrla, če ne odstopimo. Ne? Ker nekaj časa je bilo res taka tišina je bila in vsi, ki nismo nič vedeli in ni tako, da te je pol strah neznanih tem in jaz sem tako hvaležna, da se mi zdi, da bomo šele zdaj dejansko zvedeli, kako si je sploh Bog zamislil spolnost, zaradi tega, ker tudi 50 let nazaj se niso oni vedeli, kako si je Bog zamislil spolnost, noben ni vedel. Tako, od ljudi, tako, babice naše pa detki. Ja, ziher niso te informacije prišle do njih konkretno. Ja. Pač. Ja. Ampak tudi hkrati ni bilo toliko enih družbenih okoliščin, ki bi jih toliko vlekel v eno kontrasmer. A ne? Ja. Pa tudi jaz sem hodila k verouku cel življenje, pa nismo nikoli o tem govorili. Pač to ni, jaz teh informacij nikoli nisem tako slišala. Pač jaz sem jih prvič slišala, ko si ti na podcastu govorila. In jaz pa nisem nikoli nič, meni noben niti pri Maši, niti župnik pri verouku, niti starši, noben mi nikoli o tem pač nič govoril tako, na tak način. Predstavljaj si takšnega tiranskega boga, ki ti sam reče, ti si narobe, vse, kar delaš je narobe in vse, kar pač si želiš v življenju, je slabo in zato moraš biti nesrečen. Pač jaz nočem takega boga in hvala, pač bom sam zbežala. Ne? Ja. Ampak izpade pa tako, ne, meni, kdaj, ko sem bila mlajša. Ja, in pač edini logičen odziv na to je pač, če si tako zateran in v nevarnosti, ne, da se odmakneš in se skriješ. To je zelo dobro. Ampak problem je pa v tem, če se odmakneš pa skrivaš, ko v resnici nisi v nevarnosti, ko si pred nekom, kar te ima pač neskončno rad in ki ti želi dobro in ki je edini, ki ti lahko da srečo. Ne. To so pa bolj kaj so. Okay. Je upanje. Gremo zdaj na vprašanje. Če izgubiš nedolžnost in se kasneje odločiš, da čakaš do poroke, ali je spoved dovolj, da se greh odpusti? Ja.
Bi rekla, da je. Zdaj, to je zelo zanimiva izbira besed. Izgubiš nedolžnost, karkoli to pomeni. Jaz bi raje rekla, pač, da imaš spolni odnos, ki ni bil zakonski. Ne, pač, ali je bil izven zakona, ali je bil pred zakonom, ali lahko je bil tudi v zakonu, pa ni ustrezal temu, kar si obljubil. Pač vse to je tako zloraba spolnosti. In pa še to, kaj pomeni sploh greh. Slovenska beseda grešiti se mi zdi, že zelo lepo nakaže, ampak isto je hebrejska beseda hata, pomeni zgrešiti. Ko meraš v tarčo, zgrešiš. In kaj je naša tarča v življenju, kaj je naš cilj? Ljubiti, kot ljubi Bog. In če jaz grešim... Tako dobesedno jemljem stvari. Greh meni ni pomenilo, da nekaj zgrešiš. Meni je to pomenilo tako nekaj drugega. Zdaj razumem, ja. Ja, pa nisem fora, ne držim se pravil, ampak ranim odnos. Pač ranim odnos z Bogom, ker mu ne zaupam, ker hočem posebej ranim odnos z drugo osebo, ranim tudi odnos s sabo. Zdaj pa še to vprašanje glede spovedi. Zdaj tukaj lahko puno dolgo govorimo o tem, kaj sploh je spoved pa to, ampak basically, pač Bog nam je sposoben odpustiti karkoli, pač ne moreš bolj grešiti, kot ima Bog ljubezni. Pač Bog ima vedno več ljubezni, kot imamo mi sposobnosti grešiti. Hkrati pa hoče, da se mi obrnemo nazaj k njemu in pridemo v ta odnos k njemu. In živimo tako, kot on želi in nam da on moč za to, da živimo tako, kot on želi. In lahko on to naredi na kjerkoli način, ampak si izbral zelo konkreten način, ko mu rečemo spoved, kjer po duhovniku ti odpusti grehe. Pač ne odpusti ti grehov spoved, ne odpusti ti grehov duhovniku, odpusti ti grehe Bog po duhovniku, po spovedi. Zdaj, kaj je pomembno, ne samo to, da ti greš v spovedi in da poveš grehe, ampak da se dejansko kesaš, pač že rečeš, to sem narobe naredil in tega nočem več. Daj mi prosim pomagaj. In pol ti reče Jezus po duhovniku, odpuščaj se ti tvoji grehi, oziroma jaz ti odpustim tvoje grehe, pojdi v miru. In pa je to. In pa so ti odpuščeni grehi. Če sem se jaz preobrnila, v smislu sem se odbrnila stran od greha k Bogu in rečem, to je bilo narobe, žal mi je, daj mi pomagi, pa on to naredi. Se pravi, če se jaz zdaj teoretično, da odgovorim na to vprašanje v praksi, odločim, da s svojim partnerjem ne bom do poroke seksala, še vedno živim čistost, čeprav sem enkrat v preteklosti že seksala. Ja, to je to. Pač vsak dan nova priložnost, vsak trenutek je tisti trenutek, v katerem se lahko odločiš za Boga. In kaj zdaj, ko nisem že 2 leti seksala, to je ful dober pol. Sem zdaj ful čista. Mi gre boljši, nisi bila po spovedi, moraš se spovedati. Vedno vidiš, vedno nekaj zgrešim. Ni časovno to. Ne, ampak to je še zelo, zelo dober začetek. Itak lahko grešimo tudi na načine, ki pač lahko tudi nimaš spolnih odnosov, pa še vsem pač ful sebičen pa tako. Ampak če pa veš, da spolni odnosi, ki niso v zakonu, so greh, ok, ena velika kljukica, bravo, gremo naprej, korak za korakom, tako, pač počasi nazaj k Bogu. In tudi ne pomeni tako, da zdaj pa pričakujemo, da pa nikoli več ne bomo grešili. Pač poznamo sebe, poznamo realnost in vemo, da bomo fejla, ne zato, ker bi to ful hotela, ampak zaradi tega, ker smo tako šibki. In to ne pomeni zdaj, da kar predpostavljamo, ja, Božje odpuščanje je pa itak neomejeno, pa lahko delam, kar hočem. Ne, ker pač je to basically zloraba Boga, zloraba njegove ljubezni, ampak da se jaz trudim, želim dobro živeti, in mi prosim pomagi, pa ko mi ne bo rad, pridem nazaj. Bo še enkrat, Ok, dobro, hvala. Naslednje vprašanje je pa, ali verni mladi pogosto čakajo do poroke? Ne vem, ampak po mojem ne. Ampak hkrati pa kaj pomeni biti veren, ker s tem, da ne čakaš do poroke, a si zares pač kristjanko, kot smo prej rekli, Torej, po mojem, tisti, ki so zares verni, tisti počakajo, ker je tudi, po mojem, tudi ena izmed tistih najbolj takih točk razhoda, ker se rabiš res odločiti, a boš živel tako, kar si Bog želi, a tako, kar si ti zamislil. Tako. Hkrati pa pač je tudi razlika v tem, a se jaz matram živeti, pač dobro pa živeti sveto, pa dejansko pač počakati s polnimi odnosi do poroke in tudi na druge načine pač ljubiti, pa mi pol kdaj ne rata, je to drugače, kot pa če se že v začetku odločim, da nočem tega in mi ne bo ratalo, ker pač, tako.
Jaz ful vidim priložnost v tem, da bi tako, včasih je zvenelo, kot da je to, da morate čakati, da moramo, ne vem, te izraze, ne me za kakšno besedo tako ujeti v tej epizodi, tako, da je bila to kazen, da morate čakati do poroke. Ampak v bistvu je darilo. Tako, ko vas pač poslušam, se mi zdi, da pol ste pa ve punce, ne, tudi živa, ne, pa ti, pa pač, da ste tako navdušene do tega, veš, da je tako, jaz pa moram zdaj raziskovati, kako bom zdaj svojo ljubezen preusmerila v druge kanale, če že, pa kako se bom ustavila, brzdala, integrirala, bla, 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 in se mi zdi, da je tako, kot ena taka velika raziskovalna pot, ne pa kot nekaj, kar je pač treba biti tiho in je bav in bomo vsi traumatizirani zato, ker bomo bili tiho. Ja, dojela, to je to. Pač, in ni tako, da pa se pa poročiš, pa vse fulizi, pa ti je pa vse jasen. Tako, ja, ampak je še težji, pač po eni strani, ne? Ker nisem tako, si se odločil, da ne boš imel spolnih odnosov, ne? Pač, that's the easy part, tako iskreno, ne? Kaj pa pol, ko moraš pa pač navigirati, ne sem kaj pač fizično počem, ampak kaj se pa dogaja v mojem srcu, mislim, se moraš že prej, ne? Ampak tukaj pa še bolj tisto, a je to ljubezen, ali je to pač sebičnost, tako. Okay, Bog pomagi. Tako pa pač ful zahteva enega samopoznanja, pa tudi komunikacije, a ne iskrenosti, zaupanja in tudi zaupanja Bogu. Tako je pot. Meni se zdi tudi tako težko, če se enkrat spustimo v to, ne? Če se jaz enkrat zares spustim v to, to je tukaj enega dela. Ja. In tu me včasih tako bremza nazaj pri vseh stvarih. In pa se moraš dejansko soočiti s sabo, ko narediš nekaj narobe. Ker jaz se zdaj ne rabim s sabo soočiti, ko naredim nekaj narobe. Pa, ker ipak, kakorkoli je tu tvoj pogled ali pa cerkven pogled, ekstremen, pa tle pri nas nenavaden, še vseeno se mi zdi, da večina nas ljudi čutimo, da je tle, da tu, kar ti govoriš, da je nekaj dobrega na tem, in da bi nam v življenju pomagalo, sicer pol pač pridemo do ekstremnih stvari, ki ali jih ne razumemo, ali jih pač niti ne moramo razumeti, ker se jih ne da, ampak čutimo pa, da bi nam bilo lahko dobro, ne? Prič, Sara, prič, to je to. Pa korak za korakom, pogumno, gremo, počas. No. Tako, zanimalo me je, dajte napisati v komentarje, kdo čaka do poroke. Ne tega pisati. Noben ne bo dokončal. Zakaj? To je čisto preveč osebno. Zakaj? No. Ali dobro? No, tle Ali ni so to preveč dober zgled osebno. potem? Boba dejte. Vsi tu pa govorijo ljudje, no pa ne napisati. Mislim, kaj bi pa ti rada, Ampak da se ti si napiše? povedala, da si čakala do poroke. ja. Ja. Nisem jaz samo ekstra, mislim, lahko kdorkoli piše karkoli. Ne pričakujemo takšne stopne razkrivanja. Ne pričakujemo pa nikoli ne. Ja. Ne, nisem tu mislila, da morajo zdaj ali pa grejo pa v peko. Ampak pač mislim, da tako zelo dobro razumemo, da pač ima ljubezen visoke standarde. A ne? In tudi pač vemo, da tisto, kar nam je dragoceno v življenju, pač merkamo. A ne? In imamo veliko pač tako enih, pač probamo to ohraniti res, pač kar je najbolj dragoceno, a ne? Res tudi dobro varovati. Zaradi tega lahko zgleda, da imamo ful enih pravil, ampak ne zaradi tega, ker bi bilo spolnost nekaj toliko slabega, ampak ker je toliko lepega in dragocenega. Zakaj? Ker je človek toliko lep in dragocen, ker si ti toliko dobra, ker si ti toliko lepa, ker si ti zaslužiš ljubezen. Ker edini primer odgovor na to ljubezen. Jaz bi samo še to vprašala, poramo pa na intimni kotiček, razen če imaš ti pa še kaj. Sara, ti si rekla, da se ti zdi, da večina mladih ne čaka do poroke, a ne? In pa recimo, da si zdaj, ti si se odločila, da boš čakala, ampak te je skrbel, kako boš ti sploh našla enega partnerja, ki bo delil tvoje vrednote, ki bo, a ne, ker zdaj ne da imaš ti samo, da se mora tako ujemati karakterno, da ti mora biti simpatičen, ti imaš poleg vsega tega, kaj že iskreno roko na srce težko najdati, imaš pa potem še to, da bo na isti valovni dolžini, kar glede se vede seksa, misliš? Ja, Aha. da pač se isto odločil čakati. Ker jaz si predstavljam, da ti se ne bi poročila z nekom, ki ne bi čakal, ali? Ja.
Zaradi tega, ker je pač zame Bog v življenju tako pomemben, ker je moja vera tako pomembna in ker sem si jaz tudi tako pomembna, a ne, da vem, da želim svoje celo življenje preživeti z nekom, ki mi bo pomagal dobro živeti, ki mi bo pomagal živeti odnos z Bogom, ki mi bo vzor, ki vem, da če jaz umrem, da pač bo dobro vzgojil moje otroke, tako da sem srečala v nebesih. a ne. In zaradi tega, ker se poročimo, rabimo ful dobro izbrati. a ne. In pač to, da ima toliko samokontrole, pa ljubezni do Boga, da je pripravljen, pa ljubezni do mene, da je pripravljen s svojimi odnosi počakati pač do zakona, pač to je tako osnova. Tako in pač ni to preveč. Boljš, da se poročimo kasneje, ali pa se pač celo ne poročimo, kakor pa da se pač poročimo z nekom, ki pač nas ni vreden, ki ne ljubi nas, pa ki ne ljubi Boga. Ja, na vse ali pa nič ne greš. Ja, Ti, ne? Jaz imam par zelo konkretnih vprašanj. Kako smo pa s kakšnimi temi stvarmi, oralni seks? Vse je dovoljeno, če pač v odnosu ljubečem, ne? Ne? Ja, no, ja. Ja, veš, to je dobro vprašanje. Well, Ja, ko že mislim, da sem kaj, da sem Well, že kind ukrila. of, basically je, vse je dovoljeno, kar je ljubeče. Ne. Zdaj je vprašanje, kaj je ljubeče. A ne? Ali to, kar jaz mislim, ali to, da sem imela jaz fajn, ali so kakšni drugi standardi za ljubezen. Se pri oralnem seksu ponovadi, mislim, veliko ljudi, dobro je, da tudi ti uživaš, kaj daš, ampak ponovadi je to za drugega. Pač ponovadi je primarno, da bo drug užival in probaš potem narediti, da boš tudi ti čim bolj užival ob Ja, tem. in to je dobro in to je lepo, dokler je pač v kontekstu spolnega odnosa. A ne? Ker če ni, pa gre pač za samo zadovoljanje v dvoje. A ne? Če pa to v kontekstu spolnega odnosa, a ne? Ali predtem ali pot, tako, pač da je to del. Se pravi, zraven mora biti tudi penetracija, ker drugače Je. ne moreš zanositi. Ne sme sem ja, za nje biti. basically je. Okay. Ja, tu bo zdaj malo teorije. Kaj pa analni seks? A si lahko zamišljamo kakšno situacijo, v kateri bi bil to izraz ljubezni, v kateri bi bilo to ljubeče, v Ja. kateri povzdigneš dostojanstvo druge osebe? Jaz si ne. Ampak če si, pol je v redu. Če sam pri sebi si tako, pa lahko. Ali? Ja, ampak fair vprašanje je, enough. kakšne standarde imaš ti sam pri sebi za ljubezen spet. a ne? Jaz bi rekla, pač, da ne moreš priti do zaključka, da je analna penetracija pač ljubeča. Zato, ker ni za to narejeno. Ja, pa ker pač ne ustreza dostojanstvu človeka. Zakaj? Ja, ker ni za to narejeno. Sorry, moje misli grejo v ekstrem. Zdaj sem pomislila, ja, kaj pa, ko greš na pregled zdravniku za prostato, pa ti da prstori, to tudi ni ljubeče. Ja, Mislim- je drug namen, to je pa čist drug, a veš. To pa je štekam, to pa Pač, čist ampak drug se namen. grejo Veš, ko meni je telo tako, telo je pač telo. In če je eno telo, pa drugo telo, lahko skupaj ta dva telesa, kar hočeta, dokler se imata rada, se lahko združita na kakršne koli načine. Je to isto, kot smo se prej pogovarjali, ne samo zadovoljevanje. Kaj pa če ti da ginekologinja pač prste v nožnico? Ja. To je Ja. razlika. Okay. Kaj pa igrače lahko uporabljamo? Zakaj pa bi jih uporabil? Ja. Zato. Ja, dobro, v redu. Okay. Kaj, da bi imel. Ja, da, ne, moji odgovori so bili zdaj, ja, zato da ti hitrejš pride, pa Ja, ja, smo okej. že tu pol ni, zdaj pravilno uporaba. Potem zato, da je bolj zabavno, Okay. to tudi ni. Potem. Pa ne zaradi tega, ker bi bila zabava slaba, Ja, ja, ampak zaradi tega, ker jaz hočem se zabavati z drugo osebo. a ne, Oziroma, pač jih hočem pač tako. Zabava je nekaj, kar se pač zgodi, kar je posledica tega, a ne, da imamo mi dva ta ljubeč intimen odnos. a ne. Je dobro, pač, da se tega veseliva a ne, in da se imamo pri spolnosti fajn. a ne. Tako, ampak ni pa to glaven cilj. a ne. Se pravi, zakaj bi imel en predmet v svojem odnosu, če imaš lahko odnos z osebo? A ne, in tudi pač izven spolnega odnosa, zakaj pač, smo pa pač basically pri samozadovoljanju. a ne. Okay. Ampak ni pa prepovedano, kukar. Recimo, če ženski pač ne pride, sploh, da ji sploh ni še nikoli recimo prišlo in da ona pač res težje uživa. Se pravi, ni fajn, da uporabi vibrator, moraš še celo življenje ugotavljati, kako bo njej prišlo, reš. Mislim, da kot sem rekla, pač ta citat od Jana Pavla II, da pač
upoštevamo pač naravo človeškega telesa in tudi pač doživljanje spolnosti in orgazma, da ko se trudimo pač pri tem, da bi moški pa ženska doživela orgazem skupaj, a ne, piše tudi, da lahko ženska pri tem tudi pomaga moškemu, a ne. Tako. Ampak spet pač, kaj še so tukaj nameni zadnji? Aha, da ženska pomaga moškemu pri sebi. v bistvu. Ja. Aha, okay. Pa pol ti, ko seksaš, recimo, ti moraš ful razmišljati. Ko jaz o pravilih. Ne. Kdaj kaj Pač, narobe narediš? Kdaj kaj narobe narediš, Ja, pa si pol rečeš zato- potem, da ni bilo v redu. Kaj pomeni narobe? Ja, da ni bilo v skladu s tem, kako si je Bog zamislil. Ja, a kdaj to naredim? Ja, skozi, stari moj, pa nesposobna. A ne tako? Ja, pa se pogovarjava o tem, pač se jaz pogovarjam pač z Bogom, a ne o tem, a lahko mi pomagaš, jaz ne morem. A ne tako? A je bilo to res pač ljubeče, a je bilo to res prav? A ne tako? Ta iskrenost pa komunikacija, to ne moreš končati, to imaš skozi še nekaj zapovedati. A ne pa to, da greš prek sebe, da si ljubeč, a ne. Tako. Okay. Ampak hkrati pa pač ne samo iz svojih izkušenj, ampak pač iz izkušenj mnogih zakoncev, ko so tudi več 10 let poročeni, a ne, pač zakonska spolnost, da si poročen boljše. Ja, to je pa itak pri spolnosti, vedno se mi zdi. Dalj časa, kot si z nekom, mislim, če ni skozi boljš, pa nekaj narobe delaš. Ne? Exactly. Okay. Pač, ali pa je tvoja drža pač narobe, a ne. Ja. Ok, eno teoretično še, ali kako že praktično vprašanje. In kaj, če žena pač prav nikoli ni do seksa? Predstavljaš si tako, da ti res ni. Niti in ne moreš. In vsakeč se moraš prisiliti. Se pravi, ona je zdaj fajn, da se prisili. Vprašanje je, zakaj se to dogaja, a ne. Kaj se dogaja v njenem odnosu, kaj se dogaja v njej, v njenih izkušnjah, kakšna je drža pač moža, a ne do nje. Pač, a se res počuti slišano, sprejeto, spoštovano, ljubljeno? Tako. Ja, saj čisto logičen odgovor. Tu sploh ne vem, zakaj se mi je zdelo to bolj zapleteno vprašanje, kot je odgovor. Okay. Ja, zdaj smo že proti koncu. In na koncu imamo potem še igro Never Have I Ever, kjer damo prstalo za vsako stvar, ki smo jo že naredili. Mislim, da ni nič takega groznega. No. Zdaj pa še mene strah. A to je važno, Glavno. kako greš prst? Ne. Kaj? Ok, ni važno, kako greš prst. Ne. Pa se bom ti pol še prvih dveh ti bom povedala, kdaj moraš dati, zaradi tega, ker vem, da je na začetku malo tako zakomplicirano, ker vedno rečeš, nikoli nisem in potem tako čaka, zdaj dam ali ne dam. Skratka, vi gledalci se igrate z nami, kakor vedno, in pol napišite v komentar, koliko ste imeli točk. Nikoli s spolnimi odnosi nisem čakal do poroke. To se pravi, če si daš prst dol. Ko ti daš prst dol. Zaradi tega, ker si s spolnimi odnosi čakala do poroke. Razumeš? Ja. Ja. Naslednji. Bo ti jasno, Nata, do konca ti bo že čisto jasno. To je čisto vsak zmeden, ki tam pride. Nikoli pri spovedi nisem večkrat priznal enih in istih grehov. Se pravi, če si daš prst dol. Ja. A lahko Sem tukaj en tudi. komentar? Ja. A si predstavljaš, da bi vsakič nekaj drugega rabil? Fair enough. To je še najtežje kaj. Ja, jaz se spomnim, ko smo začeli s teh spovedi hoditi, in potem sem tako, jaz nimam nič zapovedati, in potem sem zvedela, da lahko iste recikliraš in sem tako, ja, sem nagajala staršem spet. Ok, naprej. Nikoli nisem spal v isti postelji kot moj partner pred poroko. To se pravi, če ste kdaj spala v isti postelji pred poroko? Daš prst dol. Ja. To sem dala zaradi tega, ker me je zanimalo, kaj boš rekla. To se pravi, vsi smo dali prst dol, ampak ti, ker ne bi smela. A ni to prepovedano? Sem prepovedano, ni dobro, da spiš pred poroko v isti postelji. A sem to si pa rekla, da je spet odvisno od od posameznika. Mislim, če je edini razlog za to, da nisi imel spolnih odnosov, to, da fizično nisi imel priložnosti, pa je to zelo slab razlog. To se pa strinjam. Ja. Ok. Nikoli se nisem spraševal, ali je to, kar počneva s partnerjem, greh.
Spravi, če To- si se sprašuje, da Jaz se je skozi sprašujem, kaj delam, pa kaj gre, pa kaj ni. Še nikoli nič ne naredim s temi rezultati pa podatki. Sploh nisem bila še nikoli pri spovedi, nikoli še nisem bila v cerkvi enkrat. No, ne vem zakaj. No, Sara in Lucija sta dali obe prst dol. To moram povedati za one, ki poslušajo, da bojo vedeli. Nikoli nisem imel spolnih odnosov s kondomom. Spravi, če si imel, Je daš prst dol. Zdaj Lucija ful globoko razmišlja. Ne, jaz sem že. A se mi je zdelo, da ful, da razmišljaš. Sam prst ne boli, to je Lahko si zamenjaš, lahko si daš tako. Tako, Ja. evo. Ja, tako je. Čakaj, zdaj sem pa, ne vem, kje sem ostala. Okay. Nikoli nisem bil v zvezi nadaljavo. Se pravi, če si bil, daš prst dol. Lucija je dala prst dol, Sara je dala prst dol, jaz pa ne. Mi da so 3 leta pa pol nadaljavo, stari moj. Tough, ampak dober. High risk, high reward. Da še povedi, kaj jih bo zih zanima, zakaj sta bila nadaljavo. Zaradi tega, ker moj mož je drugač Poljak, ki živi v Belgiji in zdaj živi v Sloveniji, govori slovensko. Ampak, pač ja, ampak to je bilo ful dobro, ker pač vsak dan so se slišala po telefonu in so se dejansko naučila pogovarjati se. Pa take stvari. Pač, ampak hkrati je ful težko. Ja, ful lepo. Še zadnji. Nikoli nisem imel spolnih odnosov z nekom, ki govori drug materni jezik kot jaz. Ja, meni zmanjka prstov. Ja, daš na drugo roko. Ja. Ja. Spravi, če si imel, daš prstov. Ti zdala tudi ne. In tudi jaz. Vsi smo dali prst dol, ampak ti si izgubila. Yes. Ali pa zmagala, minus. kukar Ali pa ja. hočeš. Mi da imamo drugač tradicijo, da tisti, ki zgubi, da ga dava v lisice. Zdaj, če ti je neprijetno, v tem te ne bova dala, drugač imamo take. Ne, prej smo imeli med debato, zdaj, ali so lisice dovoljene ali ne, ampak verjetno so, ker tudi policaj, če greš v zapor, te da v lisice. In nima veze s seksom, ne? A Ima si veze bila samo kdaj z v zaporom. lisicah? Zdaj se tako Si smejiš. bila kdaj v zaporu? Slišati. Ne vem, če smo šli, po mojem, s faksom nismo šli nikoli na obisk v zapor. V lisicah tudi, če nisem bila. Ja, ampak pač spet je vprašanje, kaj je tvoj namen, ne? Na meni je za zabavo, zaradi tega, ker si izgubila. Ne, hoče biti zdaj v lisicah. Ne boš. V redu, nič hudega. Če hočete Ti si slišati, edina gostja, ki ima pravico reči ne. Hvala. ja, naredimo tudi kakšne izjeme, kdaj. So razumne, kar se tega tiče. Če hočete slišati še zgodbo, sej si v Do nebes govorila več o tej vajni zgodbi, pa to ne? Ja. Kar si šele zdaj na koncu omenila z fanta, pa tako. Nismo v bistvu nič specifično o Lucini osebni poti govorili, tako da bom vam v spod dala link, pa ali si lahko še Do nebes pogledate. 2 epizodi sem imela, ne? Ja, 2 v bližnji preteklosti, pa še 2 v daljni preteklosti, od tega se je ena zbrisala, tudi da trenutno so 3 dostopne. Ja. Okay. Če bi rada še kaj promovirala, izpostavila, poudarila, karkoli, kje te lahko ljudje najdejo, kontaktirajo. Moj Instagram, ta skrivnost je velika, oziroma če samo napišeš teologijo telesa, bo najdel. Drugače delam tudi delavnice, ki lahko prijem pač k skupini mladih, lahko se naberete, lahko pač me papite na, ne vem, v župnijo, na mladinsko skupino ali pa tako. Pa v 2 urcah pač gremo tako čez na takšen interaktiven način zdaj, kako si Bog zamislil spolnost in pa tudi v drugem delu odgovarjam na konkretno vprašanje, kot smo mi danes naredili. Tako, to je delavnica v teologiji telesa, mi lahko pišete ali na Instagram ali pa na mail lucia@katolijskamladina.si. Drugače pa še eno stvar hočem reči. Hvala vama. Hvala vama za vajen pogum, pa za vajno iskrenost. Pač spolnost je ena tema, ki je ful tabu, vera je ena tema, ki je še večji tabu in hvala za to priložnost, da se lahko o tem pogovarjamo. Tako spoštljivo, iskreno. Pač niso vsi tega sposobni, kot je verjetno očitno iz komentarjev. Ampak tako, ja, hvala, da sprašujete težka vprašanja in tako. Ja, ne nehati sprašovati težkih vprašanj, ker pač resnica se ne boji tvojih odgovorov. Vprašanje je pa, če se ti bojiš resnice. Ampak ne rabiš se bati. Hvala tebi. Pa Ja. hvala tebi, ki si odgovorila na vsa vprašanja. Ja. Pa če imate še kakšno vprašanje, jih napišite v komentar. Pa, To je če jih bo taka dosti- tema, ki bi Ja. lahko 100 let o njej razpredali. Ja, če ima kdo kakšno vprašanje, mi lahko na Instagram direkt piše. Eto. Pač
se zmenimo. Ja. Če pa hočete kakšen bolj tak strukturiran pogovor, ne, pol pa do nebes. Pa pišite komentarje, karkoli napišite, samo zato, ker je dober z algoritem in nama pomaga. Ja, no, lahko tudi kakšno lepo stvar napišete, da bomo, bomo vesele, ko bomo brale. Pač, če si do zdaj gledal, pa pol pomeni, da podpiraš ta podcast in da ga podpiriš z enim komentarjem. Tako je. Love you. Ok, hvala ti. To je to zdaj, ne? Jaz imam ful rada take epizode, ko zvem nove stvari, pa tako malo raziskujemo svet. Ja, enako. Tako da top. Da vidimo. Nasvidenje, srečen Božič in novo leto! Ja, pozabili smo!